Danes sem sklical neformalni posvet vodij poslanskih skupin in podpredsednikov v Državnem zboru. Glavna točka je bila namenjena dogovoru o ustanovitvi delovnih teles Državnega zbora in seveda tudi dogovoru o razporeditvi mest predsednikov in podpredsednikov Državnega zbora za mandat, ki ga pravkar začenjamo. Predlagan je bil predlog strani bodoče vladajoče koalicije, ki bi narejen na osnovi tega, da se je poskušalo upoštevati proporcionalno razmerje med strankami, ki bodo bržkone v koaliciji in tistimi, ki bodo bržkone v opoziciji. Tudi s konkretno že delitvijo teh mest. Opravili smo prvo razpravo o kriterijih, o tem, ali smo vse vključili ali ne in kaj bi še bilo potrebno. In seveda dali možnost in priložnost predvsem vodjem poslanskih skupin iz bržkone bodočih opozicijskih strank, da se o tem predlogu izrečejo, da dajo pripombe in da gremo seveda potem naprej k dogovoru. Kot je za pričakovati, seveda bi bilo izjemno nenavadno, če bi že na prvem pogovoru prišli do uskladitve. To se še ni nikoli zgodilo, se tudi danes ni in se tudi v bodoče ne bo. Sem prepričan, da je predlog, ki je dobra osnova za pogovor in da bomo lahko prišli skupaj tako, da bomo na seji, ki bo posvečena predvsem volitvi mandatarja, lahko tudi sprejeli sklep o odlok o ustanovitvi delovnih teles in tudi že izvolili predsednike in podpredsednike teh teles. Pa se da saj približno reči, koliko predsednikov bi imela opozicija, koliko, ne vem, saj po predlogu? Ja, če je tam recimo 22 ali 22 delovnih teles, bi v tem razmerju imela opozicija kakšnih, ne vem, 8 predsednikov, s tem, da ponovno, moram reči, mogoče bodo pa bolj zainteresirani za več podpredsednikov ali pa manj. Torej, težko je reči, da je plus minus. Kot kaže, naj bi delovna telesa ostala ista. Tudi kot kaže, naj ne bi prišlo do velikih sprememb pri resorjih, kar zadeva vlado. In ne kaže se v tem trenutku potreba, da bi tudi spremenili delovna telesa. Če pa bi se to le zgodilo, da bi bilo potrebno, bomo pa to seveda naredili v poznejšem času.